Tole je dogodek v okviru Mestne knjižnice Ljubljana in mesto bere afriške pripovedi. Jaz bom danes vodila pogovor o dveh knjigah, in sicer Dolgo pismo Marjan Ba in Vse šteje Ame Ate Edu, z gostjem Aleksandro Gačič, ki je komparativistka, sicer pa tudi v Vodnikovi domači v bistvu zdaj že tretje leto pripravlja cikl pogovorov o afriški literaturi in ogromno te literature tudi sama prebira, in z Anušo Pisanec, antropologinjo, ki je pa tudi ena od bolj entuzijastičnih bralk afriške literature, verjetno v tem prostoru. Zdaj, Marjana Ba je senegalska pisateljica in tale njen roman Dolgo pismo je bilo napisano leta 1979. Posthumno je pa izšel Marjani Ba tudi drug roman, Škrlatno pismo, ker je precej hitro v bistvu zbolela in žal preminula precej mlada. Ona je poleg pisateljevanja tudi opravljala poklic učiteljice, sicer pa je pisala tudi različne feministične tekste, bolj na neki taki družbeno angažirani ravni. Naš prevod je iz leta 2004, prevedla ga je Zoja Skušak. Mislim, da je bil to celo prvi roman v zbirki Kaif, CF-ja. Druga avtorica je pa ganska pisateljica Ama Ata Edu, ki se je v bistvu prav tako ukvarjala z vzgojo pa izobraževanjem, s tem, da ona mogoče malo na višjem nivoju, na neki točki je bila v Gani tudi ministrica za izobraževanje. Sicer je pa napisala več kot 10 knjig, zbirke kratkih zgodb, poezije, romane. In pri nas imamo tole zbirko Vse šteje, kjer so v bistvu izbrane zgodbe iz 3 njenih zbirk. No Sweetness Here iz leta 1969, The Girl Who Can and Other Stories iz 1999 in Reality Plus About No Nuts iz leta 2004. Zgodbe je izbrala Nataša Hrastnik, zbirko pa sta skupaj prevedli Nataša Hrastnik in Polona Glavan za Cankarjevo založbo tudi leta 2004. Zdaj mogoče začetek, Aleksandra, ker vem, da si se ti z Marjano Ba že kar konkretno ukvarjala, bi te mogoče prosila za nek uvod o tem, da nam poveš, kakšno mesto ima Ba v senegalski oziroma mogoče tudi širše v zahodnoafriški literaturi. In kako se mogoče tudi danes na njo gleda? Marjana Ba je mogoče ena od teh prve generacije afriških pisateljic, ki so nastopili nekako v času dekolonializacije zahodnoafriških držav. In zdaj ona je pomembna iz večjih vidikov. Prvo je to, da je rojena sicer v neki, recimo temu, premožnejši družini, njen oče je bil tudi minister v Senegalu. Je pa ona pač že kar zelo zgodaj nekako začutila to neenakost med spoloma, zato ker so njena družina nekako nasprotovala temu, da bi se ona nadalje izobraževala, kljub temu, da je pač potem njen oče nekako insistiral, da je ona vseeno pridobila neko izobrazbo. Se pravi, da je njeno pisanje pravzaprav pomembno iz nekega feminističnega, ful izrazito feministične perspektive. Drugo je pravzaprav ona, kakor pa ta prva generacija teh nekih, se pravi med prvimi generacijami teh afriških pisateljic je ostro nastopila proti afriškim pisateljem, ki so pač nekako si končno izbojevali znotraj literature neko pozicijo za nekega individualiziranega Afričana. Se pravi, da niso več drugi pisali o Afričanih, ampak da so končno tudi Afričani sami dobili pač to možnost, da pišejo sami o sebi. V tem procesu so pa nekako ženske pisateljice in očitali, da so jih nekako pozabili, pravzaprav, da jih niso v ta proces dekolonializacije znotraj literature vključili. Nigerijski pisatelj Šoinka pač je nekako to pojasnil, da je pač takšna so bila situacija takrat. Prva prioriteta je bila pač neka dekolonializacija, osamosvojitev in potem bo šele pač ta gender issue pač prišel za tem, se pravi, bo še čas za to. Tako da ni bila pač ta neka pozaba namerna, tako je pač nekako rečeno.
Ampak kakorkoli pač ona je bila pač ta ena prvi generacija, pač, ki so začela zdaj pisati ne samo o individualiziranih Afričanih, ampak tudi o individualizirani Afričanki, ki je skozi pravzaprav znotraj teh moških pisateljev afriških zauzela z neke zelo obstranske vloge oziroma totalno marginalizirane podobe. Mislim, da je to bil tudi eden od učinkov Ačebe, pač ženske totalno v teh svojih romanih nekako zanemarijo oziroma nepravilno podobi. To pač njena pisanje bo pravzaprav tudi zelo pomembno pač pri tem nastanku nacije, pač, oziroma ne nacije, ampak nastanku pač države. Ne? In v tistem pomenu mislim, da je ona nekako tudi jasno izrazila, da tudi v knjigi, kjer se nekako nanaša, kjer so pač neki vložki politični oziroma estetike pač grajenja nacije zdaj po neodvisnosti, da mora pač pravzaprav se tudi ženski dati, da bo ta nacija šele pač nekako trdna, ko se bo tudi ženski dala pač ta opcija. Tako da, z ozirom na vse to je pravzaprav ona ena od najpomembnejših afriških pisateljic iz te generacije. Kako se reče, če je bilo njeno življenje prepoznano? Mislim, zanima me, če si mogoče kdaj zasledila, je bila že prepoznana toliko, kot je zdaj že za časa življenja, takrat, ko je izdala recimo tudi ta svoj roman in ko je pisala te neke feministične tekste, ali mogoče zdaj šele postopoma postala tudi malo bolj kanonizirana. Ona je dobila pač to nagrado, nagrado je dobila, mislim, leta 80 ali 81, to je pač takrat, ko ona je že umrla. Tako da, mislim, čisto tako nekako sklepam, da je danes pač lažje dostopamo do teh knjig in da je absolutno mogoče v sodobnem času bolj brana, kot takrat, ki je bilo pravzaprav tudi branje nek delno privilegirano zadeva. Zdaj, ta roman se ukvarja v bistvu z odnosi, nekako v spredju so. Glavna junakinja v bistvu potem, ko ji umre mož, piše neko to dolgo pismo svoji prijateljici čez lužo. V spredju teh odnosov je pa v bistvu pač pravzaprav poligamen odnos, tako na strani te glavne junakinje, ki piše, tako na strani tiste, ki jo naslavlja. Zdaj ta Ramatulaje, ona je v bistvu na neki točki svojega zakona, mislim, da po 30 letih si mož vzame drugo ženo in jo praktično zapusti, oziroma pač se preseli k tej novi drugi ženi, ampak ona ostane z njim in postane ta neka prva žena nekje v ozadju. Medtem ko ta prijateljica, ki jo pa ona naslavlja s tem pismom, se je pa pred leti zgodilo isto, ampak se je v tistem trenutku odločila za ločitev od moža. Zdaj mogoče bi malo zarezali to tematiko poligamnih odnosov, tako kot so v tej knjigi predstavljeni, pa mogoče kot prvo me zanima, kako ste vidve to brali, a Marjana Ba piše, ko piše o teh odnosih, ko piše o teh odločitvah za drugo ženo, a ona gleda na to kot na del neke tradicije tega, ne vem, področja oziroma pač njihovih ljudi, ali kot recimo tudi, ali bolj kot del islamske vere, ki je pač tudi del njihovega vsakdana, ker pač ona je tudi muslimanka in je to v bistvu tudi nekako povezano. Kaj se vam zdi, da ona bolj izpostavlja v tej situaciji? Jaz bi rekla, da je ful težko razlikovati tukaj med tradicijo in mislim, da bi bile to dve različni stvari, tradicija in islam. Jaz mislim, da je islam v tem primeru tradicija, so pa poligamni odnosi na tem območju pred islamskega časa. Tako da se mi zdi, da je to ena situacija, ki jo vidimo povsod, ko pride neka nova religija in potem pač spet pač prilagodi neke stvari, ki so že bile tam odprej. Mislim pa, da predvsem ona piše, da piše pač
tako kot sem jaz imela občutek, že ona že o zakonu piše kot o zaporu, ne? O poligamni odnose gleda pa kot nekaj, kar je izredno nepravično v bistvu do ženske. Tudi zdaj, če se recimo doskrat lahko slišimo eno verzijo tega, da so v bistvu da je ženskam všeč, da so v poligamnih odnosih, ker se neke stvari porazdelijo, pa ne rabijo moža skozi prenašati, pa ne vem kaj. V bistvu je pa, mislim, dosti stvari, ko sem jih jaz brala, so ženske v principu zelo nezadovoljne, da so sploh v poligamnih odnosih, zaradi tega, ker se morajo zmeraj prilagajati. Potem, ko pride ta mlajša žena, ne glede na to, da imaš ti 12 otrok z nekom, pa če pride mlajša žena in rodi sina, potem se bo v bistvu mož bolj sfokusiral na to mlajša žena. Tako da jaz mislim, da je to pač tak nek skupnostni okvir, ki je običajen, tam ne bi pa zdaj rekla, da je to z islamom povezano, čeprav ona v knjigi dejansko piše neke odstavke iz Korana, ki jih moški potem uporabljajo za to, da upravičijo to, da si še eno ženo najdejo, ampak pač mislim, da je bolj to, jaz bi bolj to kot neko tradicijo kulturno tam izpostavljala. Kako pa se vam zdi, da se v romanu kaže ta neka finančna odvisnost oziroma neodvisnost v tem zakonu, ko pač v zakon vstopi pač druga žena oziroma pač ta moževa želja potem, da ima še novo ženo? Kako se, mislim, ker se mi zdi, da velikokrat so te finančni poudarki potem zelo izpostavljeni. Če se zdaj pač na Nušo navežem, kaj bi pomenjala istem, mislim, sicer nisem nek ekspert za istem, ampak to, kar vem, je, da v bistvu, da ni to zdaj 4 žene kar dan, ampak da obstajajo pogoji pač za to. In eden od pogojev je to pač, da ne vem, da se lahko priženijo, kako se tega reče, točno, da se lahko pač ženske v primeru, da so vdove, da so finančno nestabilne, najdejo pač moške. Mislim, da je to pač v Iraku, po iraški vojni, da je bilo ful toliko vdov, da je bilo pač ok, da gremo jih še enkrat poročati, pač to, da je nekdo finančno skrbi za nekdo vzeme pač in njih in sirota to neko finančno okrilje. Istočasno pa istem pač dovoljuje pač ločitev, kar je potem čisto legitimno pač to, da se ona lahko loči, kar se pa ona pač v romanu odloči za ne. Tako da jaz bi mogoče reči, da je bolj navezati na to, kar se rekla tradicija z vlogo spolov, ne čisto točno ista, ampak tudi vloga spolov v družbi. Ja, čeprav je bolj problematična stvar pri tem, so tudi te neke kulturne norme, ki imajo posamezne etične skupine, zaradi tega, ker če tvoj mož plača doto za tebe v tvoji družini in se potem ti ločiš in greš kot samska ženska nazaj k svoji družini, je to za njih ful sramota. Tako da veliko žensk je tudi zaradi tega, da veliko sramotilo svojo družino ostalo s temi možmi, recimo. Druga stvar je pa, ko se ne zelo pozabila. Mogoče, kako ste vi gledali, mislim, ker v bistvu ves čas Marijama Ba v tem romanu govori o tem, da oni so živeli v 2 obdobjih, torej pač kolonializem in potem pač ta osamosvojitev in govori o tej modernosti z nekim takim pozitivnim pač tonom ves čas, pač ta modernost nekako je, pa prihaja, pa se jo pač nekako nadejajo, ne. Hkrati pa se zdi, da v bistvu prav ta recimo primer te odločitve moža, da za poligamijo se v tem kontekstu zdi mogoče celo neka tradicija, ki je v tem spoju z modernostjo nekako ne funkcionira več. Ravno zato, ker pač mož v tem primeru ne zagotavlja pač neke enake finančne, čustvene podpore vsem. On je tako na modern način pust. On se na tradicionalno najde žensko, na modern je pa zapust. Jaz sem temu zmeraj rekla, da je to neko selektivno jemanje tega, da vzameš iz te modernosti tisto, kar ti paše, tisto, kar ti pa ne paše, pa ostane. Ker v bistvu ta druga žena, nova, deluje bolj kot, mislim, iz tega romana je to bolj, ta poligamen odnos bolj deluje kot pač dobiti si novo žensko in dobiti si novo ljubico in praktično zapustiti to prvo ženo. Tu ni nek odnos, kjer bi se to porazdelilo, zdaj pač neka moževa pozornost ali pa finančna odgovornost tudi za družino končno. Ja, mislim, da Marijama Ba ful lepo to pač govori, ko govori pač kako
ona razlaga, kako je on zdaj pač to deklico, mislim, ker ona je deklica, ona je tu mlada, pač nekako tukaj ženska, žena, in pač nekako upravičuje svoj nagon, pač, ne. In me je to ful smešno, kako on pač to biologijo upelje in z njo pravzaprav upravič tako celo kulturo in ne vem tako in celo vero in ne vem, ampak v bistvu potem v nekem momentu se razkrije, da v bistvu šlo je za nagon, pač tako nekako se mi zdi, ne vem. Ja, ona tudi na neki točki napiše, da moški pač ta nagon nekako, tudi neko biološkost izpostavljajo. Na eni strani pač tradicijo oziroma islam, na drugi pa neko svojo biološko determiniranost. Ja. Kako pa Ba piše o vlogi družine na ta zakon? To me zanima, kako ste videli to brali, ker recimo ves čas pač ta glavna junakinja je v bistvu ves čas obremenjena od tega, kaj vse je ta njena in moževa družina in družina druge žene, kakšne pritiske v bistvu vsi na nek način izvajajo na njo, ne samo moški, ampak v bistvu tudi ženske, mame od druge žene, mama od moža in tako naprej. Kako ste videli to dojemali? To je pač del sorodstvenih sistemov, ki je tam, ko ti, ko se poročiš z moškim, se poročiš z vsemi pravili, ki pridejo zraven, da je v bistvu njegova mama postane tvoja mama in da moraš imeti do moževih sester čisto nek poseben odnos, ki ni isti kot tisti, ki ga imaš do svojih sester in mi moraš darila kupovati zaradi tega, da bojo one potem enkrat, ko boš ti v nekem slabšem položaju, lahko skrbela za sebe. Druga stvar je pa to, da ponavadi, ko se ženska priženila, ti, ko se preseliš s svojim možem v hišo, to ne pomeni, da je to samostojna hiša, tako pri nas, ampak je to en tak, ne vem, kako bi bil slovenski izraz, dvorišče, kjer ima več gospodinstev skupno dvorišče in vse hiše so povezane in v bistvu vsi ti ljudje so sorodni. Ponavadi je to družina od moškega. In ti kot nekdo, ki je čist na novo prišel tja, si v bistvu najnižje na neki lestvici, dokler potem mogoče ne rodiš sina, pa greš malo višje, ne? Ampak do takrat si pa pač moraš igrati isto vlogo, to, kar ti bojo naročili, boš pač mogel narediti, ne? In ne vem, če bi lahko temu rekla vtikanje družine v zakon, ampak tak zakon tam je, ne? Zakon pomeni to, da pač nekega zasebnega prostora, ki smo ga mi navajeni, ni, in da pomeni, da bo zmeraj nekdo prišel in da bo zmeraj nekdo zahteval nekaj tebe in da ti moraš kot žena ljudi povabiti k sebi, kar je že pri njih pač iz čist neke kulturne tradicije, ko pride nekdo v tvojo hišo, ko ga moraš postreči, pač ne moreš reči, ne, vse, kar oni naredijo, ti moraš reči, ja. To. Kaj pa ti? Mislim, si tako razmišljala o tem, ker meni, mislim, na neki točki vse ona piše res o tem, kako ona je v tem obdobju žalovanja, ne, 40-dnevnem, in ves čas jo ta družina obiskuje in ne grejo na neki točki že res blazno na živce. Mislim, jaz sem ta roman večkrat brala in vsakič ga berem z nekim razmakom med 2 letoma in vsakič ga berem na drugačen način, pač verjetno to gre z neko tudi osebno, pač tako noto, tako da meni se ful zdi, tako, vse sem rada pač tako to nek, da so vsi ujeti v ta nek strukturno patriarhalno vlogo kot prvo, kot drugo pa strukturno poligamijo, pač in da vsak proba iz tega nekako čim več iztržati in se mi zdi, da so vsi nekako bili žrtve tega, ne? Ker od njene prijateljice mož, pač tam zdravnika je v bistvu on, tudi nekako ta družina se uplete, pač in spet mama izvrši pač nekako pritisk nanj, da si vzame on drugo ženo in mogoče tudi ne bi, ampak nekako ne more zavrniti te neke družinske vezi. Se pravi, da meni se zdi, da je družina ful tako nekako vsem ful upeta pač tudi v te neke individualne odločitve, ne? In mislim, da v nekem momentu v romanu tudi pravi, da se poroka je zasebna zadeva, ampak njegova mama pač temu nasprotuje, pač ni zasebna, pač to je stvar vseh pač na nekako. Mislim, da je kar... Ja, samo hkrati pa je problem pri teh porokah in tu pri Aysatu in pri njenem možu je ena stvar, ko se dostakrat naredi v Zahodni Afriki, je to, da se ti ne poročaš zgolj po nekih etničnih linijah, ampak tudi znotraj etničnih skupin je kastni sistem
In ti, če si recimo iz kovaške kaste, se ni priporočljivo, oziroma tvoji starši nočejo, da bi se poročil z nekom, katerega kasta velja za manj vredno. In to se recimo v tem primeru naredilo, da je ona bila iz napačne kaste in pač njegova mama izredno, v bistvu se je za tako deklo jo je imela bolj kot njene, za manj vredno, zaradi tega, ker pač ni bila dovolj dobra za njenega moža, ne? Sem to sopade s to neko modernizacijo v procesu dekolonializacije, ki je dejansko pač nekako istočasno potekala s tem nekim afriškim socializmom, pač ne, kao, zdaj bomo pa mi to neki imeli vsi iste opcije, pa v bistvu ni tako. Meni isto. Ja, to je pač nekako stane pač v neki tako idejno, ideološko, ampak pač ni nekako kompatibilno z vsemi okolji, pač, ja. Ja, zdaj, mislim, meni bo recimo zanimivo brati zdaj te dve knjige ena za drugo, zato ker recimo Marjana Bah govori o teh poligamnih odnosih in o tej celi družinski strukturi, hkrati pa se mi zdi, da mogoče malo manj piše o tej vlogi matere, ne. Čeprav ima v bistvu glavna junakinja 12 otrok in ko se mož odloči za novo ženo, jo praktično pusti s temi 12 otroci in ona jih mora tudi preživljati. Ampak nekako prevzame v bistvu to vlogo neke moderne mame, ki pač svojim hčerkam bo govorila o spolnosti in bo govorila o politiki, o manjku žensko politiki in tako naprej in zelo tako nekako moderno pristopa k vsemu temu, medtem ko v teh zgodbah od Ame Ate Ajdu, ki jih je pač ogromno, pa ogromno je tudi nekih zgodb žensk, se pa tudi večkrat vsem pojavlja ta nek motiv te afriške mame, ki ima res, ki ima preveč otrok in ki se ji zdi, da ves čas rojeva. Ena zgodba, mislim, da v eni zgodbi zelo kratki je, mislim, da ena ženska misli, da je bo otrok umrl, ker je zbolel in k njej hodijo ljudje z vasi in v bistvu nobeni nič ne reče, razen da jo nekako malo bodrijo. In na neki točki tudi ona reče, vse, kar moram storiti zdaj je, da se poskusim pripraviti na novo nosečnost, kajti zdi se, da sem bila za to ustvarjena, da sem vsako leto noseča 9 do 10 mesecev. Kako se je vama zdelo, kako gledate na vlogo ženske kot mame, mogoče Marjana Bah in Ama Ate Ajdu, ki ima pa malo bolj raznolike perspektive? Jaz mislim, da pri Marjani Bah je vseeno, ker pač opisuje življenje dveh žensk, ki sta, če ne drugega, ful izobraženi, ne? Treba pa vedeti, da večina žensk, mislim, da so takrat izobražene bile, to se dogaja pred 70 leti, recimo, da je bil zelo mali segment žensk, ki je dobil to evropsko izobrazbo, s katero si potem lahko ali učil, ali pa pač tako, ko je bila Aysatov, ko je šla delati na veleposlaništvo. In da že samo to dejstvo, da so potem one tudi imele dostop do druge literature, pač spremeni to, na kak način ti gledaš na to, kaj bi mogla ženska narediti, kaj vse bi mogla mama delati, ne? Oziroma, če sploh lahko dela ali ne sme delati, ali mora se nam pač skrbeti za otroke in rojevati. Medtem ko recimo pri ženskah v bolj ruralnih območjih, pač teh opcij ni, ne? In če ženska ne rodi otroka, zaradi tega, ker ne glede na to, ali je kriva ona, ali je kriv moški, je potem ona tista, ki osramoti družino in pač cilj njenega življenja ni izpolnjen, zaradi tega, ker pač glavno poslanstvo ženske je, da si ti mati. In tukaj pri teh mestnih izobraženih ženskah je pač tega dosti manj, čeprav še vedno, ampak se ne da primerjati s tistimi na podeželju, recimo, ne. Oni so dosti bolj ujete v to tradicijo, pa dosti manj dostopa imajo do tega, da bi videli, da so tudi druge opcije možne, tudi zaradi tega, ker so popolnoma ekonomsko odvisne od svoje družine in nimajo možnosti, da bi šle nekam drugam za živeti same. Kaj pa mogoče se lahko na tej točki navežemo na Bučije Mečeto. Ona je neka nigerijska zelo znana pisateljica iz istega obdobja, kot sta Marjana Bah in Ama Ate Ajdu. In ona je v bistvu napisala en zelo pomemben roman The Joy of Motherhood, kar je mišljeno precej ironično. Ona pa opisuje, se mi zdi, zelo močno tudi to izkušnjo mame z ogromno otroci v mestnem okolju, ne? Prav v tem trenutku tega, ko so se veliko selili v mesto in kako so pa v mestu tudi ostale same s temi otroci, ne?
Ti si rekla, da bi mečeto tudi malo izpostavila v tem kontekstu. Ja, meni se zdi Bučija mečeta pomembna zaradi tega, ker je, mislim, da še bolj, ko Marjama ba pisala o tem, kak vpliv je imel kolonializem na tradicionalno kulturo. In pač v tej knjigi Joys of Motherhood ona neverjetno lepo opiše ta trg tradicije in modernega. Ta pač glavna junakinja, glavna ženska v tej knjigi je v bistvu ena punca, ko se prvič poroči in ne more imeti otrok in pač je to sramota in pobegne iz podeželja v mesto, kjer spozna nekega moškega in se poroči in rodi mrtvega otroka in potem hoče samomor narediti, zaradi tega, ker pač če ona ne bo rodila in če ne bo rodila sinov, potem ni verjetno, da živi, potem je to preprečijo in potem se poroči z moškim in ima ogromno otrok z njim, oziroma mislim 4, je še vedno velik. In se ji zdi, da izpolni to neko tradicionalno vlogo, ki jo sploh pri Igbo ljudstvu v Nigeriji more ženska igrati, ne, se pravi, da more biti mama in da more rojevati sinove. Ti zdi, da to mestno okolje ima tukaj nek pri njej? Ja, to pa je druga stvar, ta trg, ko se pa tukaj naredi, je pa to, da v bistvu ona kot mama v mestnem okolju ne more izživeti te tradicionalne vloge matere, po kateri je tako hrepenela zaradi tega, ker more pa delati. Ker njen mož gre v vojno in ni denarja in mora v bistvu ona skrbeti za te otroke in na nek način to neko moško vlogo sprejme, ne. In v bistvu je tragika te ženske v tem, da ne glede na to, kaj je naredila, nikoli ni izpolnila tega, ne. Zmer je pač bilo, ona je bila doma na podeželju, se je ni šlo, ni bilo v redu, je šla v mesto in kjer bi mogla te radosti materinstva izživeti, pa jih ni mogla zaradi tega, ker je mogla poskrbeti za to, da bo lahko otroka v šolo poslala. Potem na koncu jo pa še na nek način otroci razočarajo zaradi tega, ker grejo študirati v tujino in potem, ko že vse otroke odda iz hiše, ona nima v mestu nič več za delati in gre na podeželje in umre kot osamljena ženska brez otrok. Tako da je skozi to, ima otroke v mestu in je brez otrok in potem oni šele v bistvu po pogrebu pridejo nazaj in ko je pogreb in naredijo en ogromen pogreb in s tem neko čast izkaže. Ampak v času njenega življenja pa v bistvu vse te stvari, ki bi jih ona, to, da bi se ona našla, pa da bi izpolnila to neko poslanstvo, za katerega je mislila, da je tako pomembno, se ji pač ne naredi, ne glede na to, kje je, ne. In tu je ta trg, zaradi tega, ker ženska v dosti afriških državah, ko se preseli v mesto, pač nima več te vloge, ko ima doma, kar pomeni, da bi kuhala, pa skrbela za gospodinjstvo, pa za otroke, ampak mora delati. Čeprav skupnost ni na tak način skupnost bi rekla SD, ampak je skupnost zvečer, ker čez dan vsi morajo delati, ne. Na podeželju je pa zmeraj neka stara mama, ko je doma, pa je pač tisti rek, da cela vas goji otroka, pač v mestu ne more biti zaradi tega, ker imajo vsi malo denarja in vsi morajo skozi delati, zato da lahko preživijo, ne. Teda zato bi jaz njo izpostavila. Plus tega, da poleg tega je Bučija mečeta pisala o različnih vrstah suženjstva, ona je v bistvu pisala o tem, Joys of Motherhood je ženska, že v bistvu po defaultu opisana kot suženj, zaradi tega, ker nima izbire, ker se mora poročiti in rojevati sinove. Hkrati pa opisuje še potem te prave sužnje, ki se imenujejo oči, ki so v bistvu v večini zahodnoafriških držav na podeželju so ene punce, ki so dekle, ki jih pač iz neke daljne družine pripeljejo na dom in potem one morajo tam vse delati, ne. In recimo, če ena pomembna gospa umre, mora ta njena sužnja umreti z njo in ona opisuje to eno punco, ki je bila sužnja gospe in ko so njo dali v zemljo, so njo porinili notri in ona prosila ljudi tam okrog, če lahko, da ona bi rada živela in v bistvu sinovi od te ženske jo tako udarijo in jo ubijajo in jo dajo notri, ker pač ne more živeti, ne. Tako da je še v bistvu, ona opisuje še ta del, ki ga moški afriški avtorji skoraj nikoli niso opisovali takrat, pač to, kar se dogaja s temi popolnoma nevidnimi ženskami, ki jih je pa ogromno, one nimajo pa niti pravice, recimo še otrok imeti, tako da sploh na nek način niso niti ženske, ne. Zdaj, mogoče sem pri tem, mislim, da se včasih pač
ko se govorijo na primer o afriških ženskah ali islamskih, kakršnekoli, ko gre to gre za neko, hitro se spredija pač ta prav heterogena skupina, koliko so ženske heterogene, pač ko imaš ene, da je ful odvisen in njeno ozadje, in njeno prepričanje in politično in pač kaste, ki si pregovorila in etnične skupine in sploh mislim, da je tako res raznolika skupina pač žensk. Ja, zdaj mogoče, če se malo na Amo Ato Edu nazaj navežemo, ona res, sploh v tej zbirki je tudi nek cel razpon afriških žensk, pač vsej svoji različnosti, vseh svojih nekih položajih. Zanimivo mi je tudi to, da recimo tu večkrat se navezuje recimo na položaj ženske na zahodu in ga primerja s položajem ganske ženske. Dostkrat se mi zdi, da se tudi navezuje, mogoče so to tudi kasnejše zgodbe, tako sem predvidevala, nisem šla preverjati, na preizpraševanje nekih teh starih lepotnih standardov. Recimo v eni zgodbi se ena deklica rodi s ful suhimi nogami in potem v tej zgodbi ves čas v bistvu popisuje to, kako ji babica te suhe noge celo odraščanje učita in ji govori, da pač te suhe noge pač jo nikamor ne bodo pripeljale, ker pač nima mesa in nima bokov in tako naprej in je v bistvu od družine ves čas dojemala kot malo manj vredna zaradi tega. Po drugi strani so pa v tej zbirki tudi ena zgodba, kjer recimo je neka odrasla profesorica na univerzi, ki pride predavati mlajšim študentom, in ko pač te študente začnejo vstopati v predavalnico, imajo vse študentke na glavi neke lasulje, večina in vse imajo tudi uporabljajo pač to kremo za beljenje. Ja. Tukaj imam en odlom, pa se mogoče lahko pol na to navežemo. Toda to niti ni bila vsa zgodba. Nenadoma se je zdelo, da se je vsem dekletom in ženskam, ki jih je poznala in se jih je spominjala, gladka črna koža spremenila v svetlejšo. Neenakomerno. Bog, izgledale so, da je deželo zajela grozna kužna bolezen. Bolezen, ki je na obrazih in vratovih puščala čudne razbarvane zaplate. Ni mogla razumeti, zato si je rekla, da sanja. Morda je obstajala preprosta razlaga, morda se je med njeno odsotnostjo rodil nov Bog in so imeli zanj nov festival. In ko bo proslavljena konec, si bodo odstranile maske z obrazov in tiste grozne stvore z glav. Kako si ti na te odlomke v tej knjigi gledala, ki se prav na te neke bolj zahodne standarde lepote navezujejo? Ja, jaz sem to bolj brala pač tako čez Fanona, pač čez to njegovo. Črna koža, bele maske, pač čez to neko kolonialno mentaliteto, ki postaja pač tvoj osebni okus, pač, ki je pravzaprav ta čisto totalna neka postkolonialno stanje, ki preizprašuje tudi tvojo lastno identiteto in tvojo lastno stabilnost in to, kdo si ti, pač, In v tem, kdo si ti v postkolonialnem stanju, hitro ugotoviš, če si bil kolonializiran prej, da je ful malo tega, kar si ti, pravzaprav to, kar si ti, pač. Mislim, ne vem, tako da pač na primeru teh lasulj in pač beljenja kože res se pokaže pač ta neka kolonialna mentaliteta, ker mislim, da ta profesorica, ki prije na faks, ona pride iz tujine, in potem je ona tudi šokirana od tem pogledu, pač nekako se vpraša, pač, kaj ima revolucijo praviti z lasmi, ampak dejansko pač v tem času pač v Zahodnji Afriki dejansko ima veliko za opraviti. Tako da vsekakor gre za pač neke zahodne ideale, ki jih vsak posameznik želi ponotraniti. V bistvu pa se tudi mogoče navezala pač na Chimamanda Adichie, ki ima pa isto to pač neko politiko las, ki daje pač neko totalno politično konotacijo lasem in zunanji podobi, ki ima pa pravzaprav isto to govori pač, da Afričanke še lepo izgledajo oziroma imajo pač te neke lepotne ideale, ki so podobne belskim, ki lahko dosežejo te lepotne ideale. Samo ona gre celo to daleč, da govori, da Obama nikoli ne bi mogel biti predsednik Združenih držav, če bi imela Michelle Obama naravne lase. Ona pa pravzaprav ima pač to neko rehabilitacijo tega, da gremo zdaj imeti to neko naravne lase. Tako da gre potem nek premik je vsem v teh laseh, pač med tole zbirko pa med Amerikanko.
Imaš ti še kaj koncepta? Jaz sem na Black Panther se zdaj spomnila. Zaradi tega, ja. To se v bistvu še zdaj čisto vsak dan vidi, ne, da o tem se dosti piše in poje tudi, ne, ženske v Zahodni Afriki si še vedno vsake 3 tedne zamenjajo plastične lase, tako da imajo ali daljše ali drugačne barve. V bistvu je to, da imajo naravni lasje v dosti držav v Afriki še vedno ne veljajo kot nekaj, kar bi bilo lepega, ne. To je ta pač kolonialna mentaliteta, ker na primer otroci ne morajo iti v šolo, če nimajo pač te spletene lase, pač kao, če gre z afrom v šolo, je to kakor da bi pač umazan v šolo. Tako cela je pač tako strukturno, je pač ta ideal lepota res kolonizirana. Plus tega, da so pač, da vem, 150 let je bilo ljudem govorjeno, da, oziroma pa tudi videli so, da ljudje, ki so svetlejši od njih, boljše živijo, imajo boljši dostop do vsega in potem pač ta nek občutek, da če boš imel bolj svetlo kožo, pa če se boš obnašal bolj tako kot zahodnjaki, da ti bo lažje šlo življenje čez, ne. To je tudi, zato recimo tudi pri porokah v Zahodni Afriki se doskrat gleda tudi na to, da če je punca bolj svetle polti, je boljše, ne, oziroma ne poroča se z bolj temno punco, kot je tvoja barva, zaradi, ker pa tvoji otroci še bolj temni. In se mi zdi, da mlajše generacije pisateljev in pisateljic zdaj dosti pišejo o tem in se tudi, nekako se mislim, da se zdaj te stereotipi počasi izginevajo, ampak počasi in to še sem, mislim, da bolj v urbanih okoljih, na podeželju pa sploh ne. Zdaj, obe te dve avtorice ste pisale v obdobju te zgodbe iz prve zbirke, ki so v tej zbirki. Marjam Ba, to je bilo tik po tem začetku obdobja neodvisnosti, ampak vseeno že nekaj let potem, tako da so pač neka, da se vidi tudi neka primerna kritična distanca do tega, kaj se je začelo razvijati v teh novih državah. In zanima me, kako ste vi gledali na neke te zapise od Marjam Ba, pa tudi od Ajdu, o neodvisnosti in ženski vlogi v neodvisnosti. Recimo, Ba zapiše, evo meni zlomek prebrala, tudi z univerze pridejo obupni in žalostni primerki, kaj bodo storili tisti, ki ne bodo uspeli. Tistemu, ki je kdaj pogledal v knjige, se zdi za malo, da bi se učil domačih obrti. Vsi sanjamo o tem, da bi bili uradniki, preziramo zidarsko lopatico. Truma ljudi brez poklicev daljše vrste prestopnikov. Se moramo veseliti, da so kovačnice, obrtne delavnice, čevljarstvo ostali prazni, naj se tega veselimo brez zadržkov. Ali nismo neme priče, kako izginja elita delavcev, ki so gojili domače obrti? Večna vprašanja naših pogovorov. Vsi smo se strinjali, da mora marsikaj razpasti, da bi se izročilu pridružila modernost. Razdvojeni med preteklostjo in sedanjostjo smo obžalovali, da bo pot tekel v potokih in da se temu ni mogoče izogniti. Naštevali smo, kaj vse bomo izgubili, a čutili smo, da nič ne bo več, kakor je bilo nekoč. Bili smo polni nostalgije, a odločno na strani napredka. To je zdaj en ta pasus, ko se ona pač navezuje na to neodvisnost, sicer pa ves čas v romanu tudi poudarja, da žensk pa vsaj v tem političnem procesu ni prav veliko, ne? Jaz mislim, to je sicer moja pač osebno mnenje, ne sem vezana na knjigo, da je pač nacionalizem se skozi pač gre nekako z maskulinostjo, pač, ne kaže, da vsem pač bolj zajame moške, kakor ženske, ne, in da cele institucije in cela simbolna miselnost je pač vedno bolj nekako maskulina in pač preferira se to in potem ženska se vključila, ne, ampak mislim, da se v tem prvem varu pač tega nacionalizma se niso vključila, ker ravno tudi mislim, da v dolgopismu tudi tistemu moškemu to pride pač prosto, pač neka njena prva ljubezen, nekaj baš, močita pač, koliko je ženska zdaj v parlamentu, zakaj ne moramo zdaj sodati. Sicer ona se ful prizadeva, da ful za žensko vprašanje, ampak dejansko to nekako izpuhti, pač to so neke... Na koncu tega odstavka reče, da se je zdelo, da bolj kot da bi jo poslušal, jo je gledal. Ja, in to so potem neke politične bla, ker pa ni dejansko nekaj, ni
ni realne, pač vam se tako reče, koliko je v parlamentu ženske in pač ni nobene. Jaz bi to navezala na čisto začetek pogovora, ko smo se v afriških pisateljih pogovarjali, zakaj ne pišejo o ženskih. Jaz mislim, da oni niso pisali o ženskah zaradi tega, v bistvu, oni so pisali o ženskah na tak način, kot so jih videli, se pravi, da jih pač niso jih videli, zaradi tega, ker so bile žene in so imeli neko vlogo, ki se je tikala privatnega. V javnosti pa ne, kar se pa tiče potem osamosvajanja, pa jaz mislim, da je bilo tako, da v vsaki državi je bilo par tistih žensk, ki so bile ali v sindikatih, ali so pozivali k protestom. Recimo v Angoli pa v Mozambiku je bilo dosti bolj kompleksno, ker so ženske res sodelovali tudi v vojni za neodvisnost. Ampak to je bil en mali del žensk in zdi se, kot da so bili, kot da če si omenil to, da je žensk premalo, so oni s prstom pokazali tja, pa so rekli, vse tam je ona, ko protestira. Vse je dost, ne? Tako da na vsakih 10 moških, če je ena ženska glasna, da je to čisto dovolj reprezentiranje nekih ženskih. Sem to se je tudi zgodilo v Alžiriji, ne? V osvobodilnem boju, ful je bilo žensk, ful so bile upete, ful vse, pač bojevali so se na vseh področjih. Pač ko se pač Alžirija osvobodila, je pa pač te družbene vloge spolov so se vrnile nazaj, tako da pač zgleda se kao neki osvobodilni boj, sem za Boga pač. Mogoče bi se tukaj lahko navezala na Senghor je leta 1959 dal eno izjavo, da afriške ženske ne potrebujejo osvoboditve, ker so svobodne že 1000 let. Ne? In na to se je v bistvu ravno Marianova odzvala z enim zapisom o ženski pisateljici, oziroma o ženski afriški pisateljici, tole bomo v angleščini prebrali. The woman writer in Africa has a special task. She has to present the position of women in Africa in all its aspects. There is still so much injustice in the family, in the institutions, in society, in the street, in political organizations, discrimination reigns supreme. As women, we must work for our own future. We must overthrow the status quo which harms us, and we must no longer submit to it. Like men, we must use literature as a non-violent but effective weapon. We no longer accept the nostalgic praise to the African mother who, in his anxiety, man confuses with Mother Africa. Within African literature, room must be made for women. Room we will fight for with all our might. Če bi se mogoče navezali malo na to zamenjavo afriške mame in afriške ženske z Mother Africa s simbolizmom. Ker v bistvu te pisateljice so se proti nekem temu simbolu afriške ženske, ki se je izrabil v neodvisnosti, tudi za nek pač simbol mame Afrike. One so se proti temu vsem zelo aktivno borile v tem, kar so pisali. One so spodbijale ta stereotip bodisi mame Afrike, oziroma na neki točki so bili tudi stereotipi, pač kot sem izbrala, kolonizirane Afrike kot prostitutke. Ne? To so totalno te pač neki seksualizirani politični diskursi. Pač, ne vem, ko se mi tako zdi, da kao zemlja, država je ženska in potem ne vem, nacija je družina in vse, kar se za to dela, je pač nekako upravičuje pač to neko borbo za ženske oziroma borbo za, ne vem, ampak v bistvu mislim, da so te pač neke simbolne zadeve lahko izkoriščene samo za neko simboliko, ne za nek resničen pač, ne vem. Ja, to meni so te metafore tudi tako malo. To so predvsem se je to v afriških državah izrabilo negri tudi pa po afriškem nekem marksizmu, socializmu je ženska bila, so poudarjali, da ženska sicer mora delati, ampak da je pomembno, da je mama, da je steber družine. Kontinuirano se je sicer ženska prisotna, ampak mora biti pa mama, ne. Tudi potem najprej se lahko gre streljati na polje in ji dajo kalašnikov, ampak ko pa pride domov, pa mora biti mama. In je to konstantno in res ta plodnost, da je pač, ki recimo še danes vidimo v Sloveniji, da pač Afrika je bohti z rastlinami in živalmi in z ženskami, ki rojevajo očitno ful otrok, ki imajo potem topla srca in se lepo smejijo. To je vse pač nadaljevanje nečesa. Sem pomanjka, da si rekla topla srca in se smejijo, je tudi pač s to metaforo mame Afrike je tudi ful neka ranljivost, ker je zdrava, ne veš, ni samo neka
zaščitništvo in vse močno, so pa tudi ta neka ranljivost, ki je pa dejansko prvo pač nekako udarilo pač. Velikih, ja. Po drugi strani kolonializator še ta neko fantazmo okročeni ženski. Ja, pa ta fetišizem. Ja, fetišna pač to, zdaj bom jaz njo kolonializiral pač nekako življenja, vsenega. Ali pa to, kar mnogi avtorji opisujejo, pač ta... Mogoče se lahko tudi malo moške avtorje zdaj navežemo, mislim na to, kako so oni v bistvu pač, kakšne podobe žensk so pravzaprav njihovi sodobniki, tako imenovani pravzaprav očeti afriške literature, ne, ker niso mame, ampak so vedno imenovani kot očeti. Ja. Kako so oni pač, kakšne podobe žensk so oni Jaz sem sicer zelo hodila nekaj drugega reči, da je ful zanimivo, ko nekateri afriški pisatelji zdaj opisujejo to neko psihološko blaznost, ki so nekateri belci doživeli, ko so živeli tam pač na teh svojih kolonialnih rančih, ko so si predstavljali, da so črni in so se pač namazali z črnim blatom in potem v zadnji sobi v hiši imeli pač se pretvarjali, kot da so sužnji, ne, zaradi tega, ker so neko čisto obratno zadevo doživeli, ne. Kaj se to pravi? Od sin od Ngugi Wa Thiong'o, to strašno lepo to opisuje. Ampak, ja, govori se o očetih, jaz mislim, da se govori o očetih afriške literature, zaradi tega, ker pač žensk nikoli niso spustili zraven, zaradi tega, ker pač to ni nekaj, kar bi afriška ženska mogla biti. In to se vidi v njihovih knjigah in to se vidi v tem, koga so objavljali, kdaj so koga objavljali. In v bistvu lahko vidimo, da recimo prva ženska avtorica iz ekvatorialne Gvineje je bila v angleščino prevedena lani. Prej ni bila nikoli nobena ženska avtorica prevedena. To se vidi s tem, koga pač nasplošno, kaj podajo v ospredje. Druga stvar je pa to, da je treba... Mogoče recimo tudi iz tega seznama, ne, za mestno knjižnico, ja. Ker sem malo gledala, kdaj so bile te knjige vse izdane, ker se je veliko izdajalo pri tej pomurski založbi v 70-ih, enih teh klasikov, ne. Ampak ženske so pa pač tudi pri nas zdajle šele bolj prišle od spredja, zdajle se ful bolj prevajajo, izdajajo. V tem prvem valu prevajanja tudi v slovenščino pravzaprav avtor skoraj ni bilo, ne. Na nek način je to tudi knjižni trg je tudi kriv za to na nek način. Zaradi tega, recimo, zdaj se prevaja dosta afriških avtorjev, zaradi tega, ker je pač to, kar se zdaj dela, zdaj so ženske v ospredju. Takrat, pa kljub temu, da so ženske pisale, jih nobeni za evropski trg tudi niso bile zanimive. Oni, če bi pač ker so tudi dosto evropske založniške hiše pač izdajale stvari, če bi oni imeli interes, bi še vedno lahko tudi ženske avtorice objavljali, ki jih niso, ne. Da so v bistvu zignorirane nekako od Afričanov pa od Evropejcev isto, ne. Mogoče za konc lahko še malo spregovorimo o tem, v bistvu pri teh avtoricah se večkrat, ko bereš kaj v njih v nekih bolj teoretskih ali pa teh literarno-teoretskih tekstih, se večkrat pač ljudje, kritiki ubadajo s tem, a so bile one feministke ali ne. Na nekem nivoju te opredelitve do tega pojma, ne. Ker tako Mariama Ba kot Bučije Mečeta sta v bistvu dolg časa ta izraz zavračale, ne. Šele potem proti koncu življenja, mislim, da je Mečeta tudi rekla, da je feministka, Mata Idu trenutno nekako se mi zdi, da v teh intervjujih reče, da ja, seveda sem, ne. Ampak če mogoče lahko sam povemo tudi nekaj o tem, zakaj pač ta izraz ni bil blizu, oziroma zakaj se niso želeli izrekati pač za feministke. Čeprav vso njihovo Jaz bi samo eno stvar tu povedala. Da jaz mislim, da se niso hotele izrekati v feminizmu zaradi tega, ker take definicije feminizma, kot ga imamo mi, so pač zahodnjaške in nekaj, kar dostkrat punce, ki se tudi v Sloveniji razglašajo za feministke, ne razumejo to, da ne moreš o črnih ženskah ne moreš govoriti na isti način kot o belih ženskah, zaradi tega, ker črne ženske se morajo najprej zboriti, da jih nekdo enakovredno gleda, zaradi tega, ker so črne, ker pri njih ni spol prva stvar, ampak je barva. One še lepo dokažejo, da so sploh lahko da se jih sploh lahko resno jemlje, da nehajo na barvo gledati, če ne takrat pride to v spredje in tega še zdaj ni.
In jaz mislim, da zaradi tega dosti teh avtoric pač tudi zavrača, torej pač govorijo, to je nek zahodnjaški princip. Mi se moramo obadati s ful več problemi, da sploh pridemo do neke osnovne stvari, o kateri vi govorite. To je to, kar jaz rekla. Kako je bilo v tem času osamosvojitev, je bila pač tudi ta njihova dilema, da so one hotele pač za to neko žensko vprašanje delati, ampak istočasno je pomembna identifikacija z zahodnim feminizmom, za katerega so one mislile, da je delno bil imperialističen in je bil, pač mislim, tudi ko je pač ta neka diskurs pač neke zaščite, gremo pomagati mi zdaj, ne vem, Alžirkam, Egipčankam, Afganistankam, tudi na koncu pač skozi pač ta neka tudi ta altruistična nota, je to neko zaščitniško, je pravzaprav pokroviteljstvo, ja. Imperializm, ja, točno to. Tako da, ful je bila pač ta dilema, da če bomo mi zdaj sprejeli ta zahodni feminizem in cel ta diskurs, da a bomo izdali naše moške v tem nekem osvobodilnem boju, pač, ne vem. Zdaj izdajamo našo nacijo za njihovo idejo zahodnega feminizma. Istočasno je pač so zahodne feministke skuzimo pač to neko naracijo, ko mi se vse borimo proti patriarhalni logiki, ampak pri tem spregledajo, da pač patriarhat ima različne oblike, različne funkcije, različne institucionalizirano je drugače se pač upodablja in pač, ne vem, neka Francozinja ne trpi enako za patriarhalno logiko, ne enako oziroma drugačno pač, ne vem, tako da pač ta skupni imenovalec pač boje proti patriarhalni logiki ful se hitro tako izcim v neko tako prazno govoričenje, ker ni isti pač. Ena stvar, recimo, ko se tudi v teh knjigah da videti to, da v bistvu opozorijo, obe avtorici opozorita, da in kar se recimo lahko tudi naveže na neke na te stvari, je to, da recimo ful dosti afriških državah ženske se zdaj nimajo pravice, da bi dedovale v svojih očetih. Avtomatsko pride vse na fante, ne? Tako da recimo to so ene take stvari, ko pri nas ne razmišljamo o njih še vedno. V Anti pred kratkim je bil pač ta pač kao, to so sprejeli, to je bil ful big deal, ne? Ja. Tako, okay, so No, ampak to so ene take stvari, s katerimi se pač tam ženske bojujejo, ko so nam popolnoma samoumevne in v bistvu sploh ni v nekem boju za emancipacijo, več se ne govori o tem, ne? Teda je... Mogoče za konec, da počasi zaključimo, bi pa še vprašala, katere druge ženske avtorice, mogoče sodobne likve, ki berete in priporočate, če imate kakšno eno, dve za izpostaviti, da se malo razgovorite tudi o svojih vseh teh obsesivnih branjih. Jaz bi rekla Aminata Forna, pa Trifonija Meliba, to je pač ta iz ekvatorialne Gvineje, ta knjiga je res krasna. Pač ena punca opisuje to, kako odrašča v družini, kjer jo mama zapusti, ker je imela neporočena otroka in potem, kako njeni stari starši skrbijo za njo in jo vsila bastarda kličejo. In potem, kako se poveže šele s svojim stricom, ki se je pa mogel preseliti v džunglo zaradi tega, ker je gej. In sta oba izobčena zaradi nekih takih stvari in išče svojega očeta in je res krasna knjiga, pa Abeno Bosijo bi jaz toplo priporočala tudi sem. To dvoje, ogromno jih je, ne vem, težko. Jaz bi mogoče omenila, če imam to radiči, čeprav nisem nek full fan, Anuša sploh ni, ampak mogoče sem zabranjem veš to neka paralele, kako se je mogoče ta cela naracija feminizma oziroma položaja žensk spremenila. Sicer njen feminizem je drugačen, ampak mogoče vsaj za to neko paralelo, za neko gledanje z večjih pozicij. Reče pa meni ful všeč Asja Džabar. A ni nek kratke zgodbe za zdaj? Ja, čeprav ima tudi, pač mislim, jaz taj moj očitek njen je pravzaprav to, da je v bistvu ona ena od teh, ni rekla, da je to nek zahodni feminizem, ampak se mi zdi, da je ful pripadala te neki elitistični alžirski skupnosti, ki je v tujini in se istočasno ona je tudi bila mislim, da v Franciji, in da se ful tudi identificira s tem nekim zahodnim feminizmom, in potem je ona pač na nekako ta ponotranila pač to neko zaščitniško do vseh alžirskih žensk v neki taki homogeni
perspektivi, pač, da so vse boge in so vse zadirane in vse so žrtve, čeprav mislim, s tem se pač tako ne strinjam, ampak ful mi lepo piše, pač tako estetsko mi res lepo piše. Pač, Če za Hrvatske učimo manj? Ja. Da je v bistvu ona je bolj tak tumor feminizma, bi jaz rekla. Zaradi tega, ker je to pač ta veja tega nekega šminkarskega feminizma, ki je v Sloveniji izredno popularen tudi, ne? In Pa se ti zdi, da je to sploh del njene literature ali je to nekaj ločenega od tega, kar ona piše v svojih romanih? Ker meni se zdi, da v bistvu pri Chimamandi, ko bereš njene romane, vse te zgodnje, pač tam ni tega, ne? Potem to je pa z neko javno vlogo in slavnostjo je v bistvu prišel ta nek pop feminizem, ki pa v njenih romanih za moje pome recimo sploh ni toliko prisotno. to je prišlo, hkrati je pa zanimivo zaradi tega, ker je pač napisala ta How to Become a Feminist, ko je napisala 15 tez svoje prijateljice o tem, kako naj vzgaja hčerko, da bo feministka, hkrati se pa pač intervjuja Hillary Clinton, ki je pa pač ne, so ene take stvari, ko za neko pojavnost je ona feministka, ker govori o deklicah, pa kakšne deklice treba podpirati, recimo tako Beyoncé, to je pač ta vrsta feminizma, ko se te punce pač rečejo, da so feministke, v bistvu pa recimo vse Beyoncé v vseh svojih tekstih poje samo o moških skozi. Vse se vrti okrog moških. Tako da to je tako, jaz mislim, da za neko splošno razširjanje znanja o tem, kaj je feminizem, je to koristno. Niso pa recimo Chimamanda za mene ni avtorica, na katero bi se jaz obrnila, če bi hotela pač neko komentar tega, kar se na Afriko tiče. Mislite, da to izrekanje o tem pač o feminizmu pa neko izrekanje za to, kaj ono vse je, da to pride tudi zraven s tem, ker trenutno pač na nekem literarnem trgu svetovnem je pač nekaj teh afriških izbrancev v diaspori, ki so postali v bistvu neki super zvezdniki literarni, ne. Česar prej ni bilo mogoče toliko, zdaj pa je to v bistvu neka nova, mislim, ni toliko nova vloga, sem se že prej v teh nekih postkolonialnih centrih določeni ljudje veliko bolj izjavljali kot tisti doma, ne, v Afriki, ampak recimo pri njej se mi zdi prav ta fenomen tega zvezdništva, ki se zgodi izven Afrike, torej pač v njenem primeru v Ameriki, ko jo tam pograbijo in jo pa tudi celo malo vozijo nazaj, ne, v Zahodno Afriko, recimo, s tem zvezdništvom. Jaz mislim, da ni pošteno, da pričakujejo ljudje od pisateljic, da se bojo nujno opredelile kot feministke. Ne, da se opredelujem, ampak danes je tako pač, da gender je full trend, pač se mi zdi, da pač zdaj je full vse, pač ne vem, full boš biti nekaj opredeljen za gender, ali pa vsaj imeti pač neke kvote, nekaj možeš z genderom delati, ne? In zdaj mene to full, naprimer, mod pri pisateljicah, kakor je ona, pisatelji, da vse vejo, a veš, da ni zdaj ono nekaj, da reče, jaz pa to ne vem, pač neko postkolonialno teorijo ali pa ne vem, feminizem, ne, ona vse ve, pač ne, a veš, mislim, ni zdaj neke opcije, da pač ne, mislim, da se je mogoče to izrekanje, v katerem je Fiston govoril. Ja, to je on o tem govoril, da je on pisatelj, da pač ni nek tle, pač ne vem. Ampak to je lepo v te dve knjige, o katerih smo se danes pogovarjali, da te dve avtorici bi v bistvu lahko označili kot feministke, ampak so pač same rekle, ja, niso se eksplicitno opredelile, da so pač pisali, jaz mislim, da so se popolnoma zavedali, o čem pišejo in da so razmišljali o ful enih stvarih, ki bojo opolnomočile ženske, so se borile za ženske, ampak pač se mi zdi pa tudi okej, da se ne opredelijo kot feministke, se mi zdi to izjemno legitimna pravica in je grozno zdaj to, da se moramo kar vsi opredeljevati glede tega zdaj. Ja, sploh pa če je tvoj poklic to, da pišeš literaturo. Ja. Pa mogoče kdo še kakšno vprašanje? Jaz imam eno, glede na to, kar ste govorili v smislu ženskih pisateljic in imena, ki ste jih izpostavili, me zanima v bistvu to, kako pravzaprav, na kakšen način, kakšni pogoji mogoče postanejo te pisateljice pridejo v neko pozornost javnosti.
lastnih držav? Ali se ta prepoznavnost zgodi preko ovinka diaspore ali preko zahoda? To v smislu. Koliko imajo? Zdaj, težko govorite en gros, generalno, ampak lahko izpostavite kakšen primer, kako sploh pravzaprav? Jaz mislim, da niso. Razen Čimamande. Te starejše so, zaradi tega, ker so v obveznem branju v osnovnih šolah. Drugače pa mislim, da je dosti bolj vezana na diasporo in na nek trg zunaj Afrike. Jaz vem, da bi vsaj moje prijateljice pa i prijatelji zdaj mogoče malo več, zaradi tega, ker se je tudi več začelo govoriti o nekih teh independent založbah. Mogoče je to tudi založniški trg, je tudi zelo pomemben, pri tem, ker ni povsod toliko razvit, mislim, da knjige so drage. Knjige so drage, to je prvo, drugače, niti ni ljudi, recimo v Nigeriji je trg ful velik, ker je 200 milijonov ljudi in oni so tak država, ki je na socialnih medijih skozi in zdaj pač in so tako veliki tudi, da imajo tako neko intelektualno elito, ko lahko spromovira ene stvari, ampak jaz pa mislim, da v večini še vedno večino teh knjig bolj mi beremo, kot oni, ne. Da ni. Je pa tudi ta faktor, če na manj, da ti taj se to može biti lepo. Ja. Pač ko so feministke, da kao ful pač ne, ampak v bistvu ful je pomembno. Velike prisotnosti na socialnih omrežjih, na Instagramu. Ja, ali pa da recimo to, Larsen Šire je sicer bila ful že znana prej, ne? Ampak je pač eskalirala popolnoma vse, ko jo je Beyoncé dala recimo na tak način, pa ti v bistvu rabiš neko avtoriteto, da ti potrdi, to je pa vredno tvoje pozornosti, ne. So potem v nekih krog, sicer so pač, je dosti enih ful dobrih blogov, ko se pišejo prav o afriški literaturi, pa o ženskih afriških avtoricah, sam to je še vedno tak nišna stvar in en tak mali krog ljudi zanima, zaradi tega, ker se mi zdi, da se še vedno, kljub temu, da je noro veliki zdaj, se večinoma še vedno v teh tako imenovanih klasikih govori. To bi jaz rekla. Mogoče sem to, da je smešno, da imaš pač ko Amata, ker pač je ministrica, pa dela ful pač tega groundwork političnega dela, ne. Boš pač neke bejbe, ki gostujejo po celem svetu in pač se kaže sam pred TV. Se pač čist drug način samo promocije pa dojemanja pač lastne vloge kot nekega pač družbeno-političnega akterja. Senghor je bil tak, ne? Senghor je bil pesnik in je tudi bil tak z ljudstvom, pa se je poročil z belo žensko, seveda in tako naprej. To so pač, dosti jih je bilo na nekih takih položajih. Tudi Čimamanda, mislim, da je v principu ona začela, ona je pač šla doktorat delati, pa je pol dejansko ful dobre stvari pisala, pol je pa pač še postala slavna zraven, ampak prej je to. Hvala, no, da ste mogoče prišli. bi samo dodala en košček, kar se tiče stare literarne tradicije Afrike, ampak ne v tradicionalnem smislu. Verjetno bolj veste, katero, da je v glavnem šlo za pripovedništvo in ta princip. Tako da v bistvu je v kontekstu literatur sveta, ki jih pri mestu Vere pokrivamo, najmlajša. Tako da verjetno tudi ta feministični pogled oziroma feministične pisave izhajajo iz tega, nekaj ste že sami omenili, zakaj se najprej pojavi potreba po osamosvajanju držav nekje v 60-ih v povprečju, potem pa šele pride do vprašanja opoziciji žensk. Tako da mi smo na seznam kar s težavo uvrstili 10 avtoric, medtem ko smo jih imeli lani na azijskem seznamu 20. Tako da, Ja, se je to spet ta drugi filter, kaj se še k nam sploh prevede. Ja, kaj se prevede, ja. Tatjana bi mogoče povedala še malo o tem fenomenu te pomurske založbe, pa to, pač če ti to je noro. Si dodajala na ta seznam, a si kaj digala tudi, pač kdo so bili te uredniki, kdo je priporočal to? V bistvu, kakšno spremno besedo sem prebrala, ampak ne bi mogla nič kaj zelo korektnega povedati.
potem pravzaprav seznam 60 naslovov je strašen in si kronike, ki si to razdelimo. Včasih so seznami tudi krivični, glede na to, da knjižnice nimamo zaloge, recimo nekih izvodov je po 3, ne? V celotni mreži, tako da je to boljše vprašanje. Čeprav želimo si imeti prepoznavne sezname, ne? Tako da uvrščamo tudi tiste knjige na nje, ki pravzaprav s številnim izvodom dolg. Jaz sem v bistvu zdaj prek tega seznama odkrila, kaj vse je Pomurska založba izdala. V kakšni lepi obliki. Ja, pa v kakšnih časih, ne? Prav to, se ja. pogovarjamo o boju za ženske pravice v Afriki, ampak sem dobila večkrat asociacijo, da se mi mogoče vračamo včasih kakšne druge čase. Da je pač tradicija socializma v tem aspektu dejansko prinesla zelo veliko. Ja, res je ogromno prevaja, res. Kaj je Aleš Berger? Mislim, da je bil malo vključen. Zdaj je pač ta film po romanu Jamesa Baldwina, Še 5 nežne ulice, ne? Barry Jenkins je gledal ta film zdaj in je pač tudi nekaj Oscarjev dobil, če se ne motim. Ampak jaz pač kot prvo sploh nisem vedela, da je ta knjiga prevedena v slovenščino. In bolj sva zadnje odkrila, da v bistvu je ta knjiga dvakrat prevedena v istem letu v slovenščino od 2 prevajalcev že v 70-ih. To so ene take stvari, ki si kar tako wow. Asata Šukur je šla, Angela Davis je šla leto pa pol po izidu njene biografije, autobiografije, je šla v 5000 izvodov v slovenščini. 5000, oh my god. Pač to neke čist nerealne številke, čist nerealna brzina, mislim, res je bilo, mislim, ja. Sam je pa tudi res, da je dosti manj knjig izhajalo takrat, ko zdaj pa pač se mi zdi, da tak overload izdaj, da že pojem tudi ful, rabiš dosti ljudi, da naredijo, veš tako, da malo cenzurirajo, kaj je dobro, kaj ni dobro, ne? Takrat pa... Mislim, mogoče cenzurirajo v današnjih časih, glede na to, kaj izhaja, tudi iz nekih precej drugih aspektov, ne? Razpisnih, ja. Ja, na neki točki. Hvala za obisk vsem.